Za življenje. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratno oddajo za sobotni dopoldanski pogovor smo povabili v sklopu cikla Oddaj za življenje magistra Mirana Možino, psihiatra, sistemskega psihoterapevta, ustanovitelja in direktorja ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja. Dober dan. Dober dan. Vsake toliko se srečava. Gospod Miran Možina, najprej pa vas povprašam, kako ste vi vstopili v poletje? Je kaj drugače, kaj posebnega za vami? Bi radi kaj podelili z nami? Bomo hvaležni za to. Moj vstop v poletje je še vedno zelo delaven in se zelo veselim zdaj na naslednji teden nekaj dopusta. Se je kar nabralo utrujenosti. Prav o tem obdobju bova govorila, o smislu poletja, ampak še prej je pa vredno, da se ozremo nazaj v šolsko leto. Pogovarjala sem se tako z mladino, kot z učitelji šolskega sistema, tudi starši. Koliko je njih konfliktov in zapletov in razumeš stališče slehernega, ampak nekje se bomo vendarle morali srečati, slišati drug drugega. Vaše mnenje o šolskem letu, ki je za nami, o posameznih primerih, tudi tragičnih, kako povzeti to obdobje? Ja, mogoče bi poslušalce opozoril, da moj pogled je seveda terapevtski, torej iz srečevanj z ljudmi v hudih stiskah. Tako da name še posebno padejo te težji primeri. Tako da seveda to tudi vpliva na moje splošni pogled, čeprav si prizadevam, da potem tudi berem iz nekih, kolikor se da, zanesljivih virov o širši sliki. Tako da najprej bi rekel to, da če človek pogleda recimo na te raziskave, ki so objavljene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je gotovo podatek zelo pomemben, da večina slovenskih otrok in mladostnikov iz teh reprezentativnih vzorcev kaže, da jim gre dobro, relativno dobro. Recimo 70%. Zdaj okoli četrtina je pa tistih, ki jim ne gre tako dobro, in seveda od te četrtine večina jih ne išče pomoči, ampak potem en del, manjši del, recimo 20% od teh 25%, pa potem poišče pomoč in tam sem jaz, tam se jaz srečujem. Tako da gotovo zdaj bi rekel, poslušajte me z malo rezerve, ker moj pogled je le iz tega najbolj ranljivega dela, recimo, populacije. No, pa še če to dodamo, običajno se zaustavljamo pri primerih, kjer so zapleti, ki bi jih radi rešili. Saj, če stvari tečejo v redu, ni potrebe, da bi temu namenjali čas. Pač teče življenje naprej. Je pa dragoceno, da tem posameznikom pa pomagamo, jim svetujemo, ker sama sem prepričana, da slej ali prej, če se nek morda osamljen primer ne reši, se lahko ta patogenost razširi. No, in točno to se zdaj zgleda žal dogaja. To pa, če pogledamo spet te statistike, ki so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ne bi bili najbolj relevantni, recimo, vidimo 25 zadnjih let ta trend, da se nekako ta del, ki težje pride skozi, veča. Torej ta četrtina, recimo, se povečuje in tudi intenziteta teh problemov se veča. In pomembno je tudi upozoriti, da velik, pomemben dejavnik tega slabšanja je večanje neenakosti, ki je v družbi zdaj prisotno, ker najtežje se prilagajajo tem obremenitvam v družbi prav tisti, ki so v enakopravnem položaju. Tako da, kar se tiče teh velikih družbenih kazalcev, nekega nacionalnega, recimo, zdravja in blagostanja, nam ne gre dobro, Torej, še vedno prevladuje, recimo, dobra slika, ampak relativno dobra slika, ampak tisto, kar je zaskrbljujoče, nekaj se dogaja po vseh teh kazalcih, da gre na slabše. In družba bi morala biti še posebej pozorna prav na ogledalo, ki nam ga dajejo otroci in mladostniki,
Tam to je ena najbolj ranljivih delov populacije. Tako da zdaj, kaj se tukaj dogaja, kar jaz vidim, je to, da pomemben eksperiment, ki se je zgodil v zadnjih, če tako rečem, narekovajo eksperiment, ki se je zgodil v zadnjih 25 letih, je gotovo prodor tehnologije v naše vsakdanje življenje, predvsem teh, recimo, socialnih omrežij, pa raznih družabnih in družbenih povezav, ki naj bi obogatile pravzaprav socialno življenje mladih, ampak se bolj kaže to, da je to dvorezen meč, da tukaj se lahko dogaja nekaj obratnega, da se stopnjujejo neki pritiski socialni, potem nasilnost, tudi preko teh omrežij in pa neke norme, ki otrokom škodujejo. To predvsem recimo norme, ki poudarjajo pomen videza, selfie kultura recimo, in to prirejanje svojega izgleda za vsako ceno. Ker vemo, da prav mladostniška leta, najstniška leta so še posebej krhka zaradi oblikovanja samopodobe, ki je takrat še seveda zaradi neizkušenosti zelo nedodelana, in tukaj noter potem prihajajo ti zelo močni vplivi. Tako da tisto, kar zaskrbljujoče je, in mi vidimo ta vpliv, kako je v najbolj destruktivnih oblikah, da je vse manj pravzaprav prostora za vpliv bližnjih, staršev, sorodnikov. Če povzamete, da 6 do 8 ur je mlad človek danes na medmrežju, je to postalo glavni vpliv, kjer se nekako v njega vtiskajo tudi neke norme, vrednote. In ravno zdaj sem bral knjigo, ki je šla letos, socialnega psihologa iz Združenih držav Amerike, Jonathana Haidta, kjer tudi s pomočjo natančnih epidemioloških analiz se je pokazala zelo močna korelacija, povezava med pojavom teh pametnih telefonov z lastno kamero leta 2010 in potem s pojavom Instagrama in drugih socialnih omrežij. Da se povezava je z izrazitim porastom anksioznih in depresivnih motenj predvsem pri mladostnicah in pa tudi porast samomorilnih težav. Zdaj, če pogledam našo ambulanto, kjer delamo trenutno približno 650 ljudmi, od tega četrtina mladostnikov in otrok, praktično vse mladostnice, ki so to vključene, imamo to tipično zdaj povezavo simptomov rezanje pa samomorilnost. Tako da iz te točke začeti si lahko mislite, da je kar zahtevno, da to niso več tako preproste zadeve. In zdaj tisto, kar vidiš, kje se širi zdaj to kot epidemija, ta samopoškodovalna kultura. Vidiš, da pravzaprav na internetu je ogromno teh spodbud celo, dej to delaj, boš videla, da ti bo to lažje, boš lažje prinašala te pritiske, če se slabo počutiš, to celo potem prinese eno določeno vrsto užitka, in seveda se lahko spomnimo iz zgodovine, kaj vse vemo o sadizmu in mazohizmu, da sadizem in mazohizem sta skozi celotno človeško zgodovino dva načina, kako si je človek lajšal tudi nekako te vsakdanje stiske. Seveda je to igra z ognjem, s hudičevim repom, če tako rečemo, če greš v ta vzorc sadizma in mazohizma. Zdaj se nam nekako na nov način vrača kot neka velika, jaz bi rekel, kar epidemija ali pa celo pandemija v svetu, tega res veliko. Zdaj. Tako da ob tem jaz sem gotovo nek glas, mogoče, ki lahko reče, pozor, nekaj se dogaja, to je moj vsakdanji zdaj kruh, če tako rečem, delo z temi družinami. Kot supervizor seveda tudi zelo veliko posredno pomagam našim študentom, ki jih je trenutno
150, ki jih dela v tej naši ambulanti, nas je tam okoli 70 supervizorjev, ki pomagamo in tako naprej. Tako da tukaj imamo tako kot en lakmusov papir, kaj se zdaj tudi v družbi dogaja. Če to povežeš s temi statističnimi podatki, bi rekel, ja, to je moje opozorilo. Seveda pa najbrž je najina oddaja, tako mislim, le povezana mogoče tudi z prihajajočimi počitnicami za te, ki se bodo imeli pa recimo kar dovolj dobro. Prav je, da ozavestimo, da se to dogaja in da je to lahko, tudi če je z našim mladim vse dobro, oziroma da deluje dobro, se znajde, ima prijatelje, pa vendarle se lahko sreča s takšnimi sovrstniki in ga to zmede, se prevpraša. Zato je dobro, da to vemo, da si ne zatiskamo oči in z ozirom na to, s tem vedenjem, vendarle morda še bolj odgovorno, tudi opazujemo svojega najstnika, se z njim pogovarjamo, torej z mladim človekom. V tem smislu vas sprašujem, kakšna priložnost so počitnice tudi za takšne pogovore in kolikšna je sploh dovzetnost pri mladih za pogovore o tej plati življenja. Si sploh želijo teh pogovorov, nas sploh poslušajo ali je to zanje enostavno pretežko? Ja, bojim se, da zdaj leta širjenje te nove kulture, recimo, ki je vezana na socialna omrežja, da ni več praktično nikogar, ki bi bil tukaj izvzet. Tako da teh informacij raznoraznih je ogromno, s katerimi pridejo otroci v stik in žal, se strinjam s tistimi sociologi, recimo, ki tudi opozarjajo, da internet, brez katerega več živeti ne moremo, vsi smo odvisni od njega, dajmo si priznati. Seveda pa zdaj nekateri padejo bolj to zasvojenost, da ta internet prinaša zdaj zelo veliko tega, kar je odpadek, onesnaženje. Enkrat sem bral eno izjavo enega človeka, ki se s tem zelo ukvarja, je rekel, to je kanalizacija, tukaj se pretaka ogromno zelo škodljivih stvari in vemo, da obstajajo na 10.000 in 10.000 tako imenovanih čistilcev, to smo tudi enkrat gledali ta dokumentarc. To so ljudje na Filipinih, ne vem, ki jih imajo, ki poceni delovna sila, Google pa tele giganti. To po 10-20 tisoč ljudi dnevno čisti posnetke, video, recimo, ki so prehudi, da bi lahko kdorkoli jih videl. Ja, lahko bi uporabile grd izraz socialne fekalije. No, bravo, jaz se nisem upal reči fekalije, ampak ta človek je rekel, da so to fekalije. In po drugi strani je internet postal ena grozno velika trgovina, kar tudi je pa ta potrošniški vidik. Tako da za to varno in dobro uporabo interneta je danes treba, bi morali vložiti in se vlagamo, ampak še več bi morali vložiti zelo veliko truda, pa tudi kako naučiti starše, kako lahko blokirajo ali pa omejujejo neke vsebine ali pa dostopa, tudi časovno in tako. Tako da tukaj se mi zdi, da smo vsi notri, ne moramo se več deliti, da je nekdo na dobri strani, eni pa ne. To pljuska v nas vse. Jaz sam vidim, da ker vem, kaj iščem na internetu, potem se nekako prekrmarim skozi, ampak če ti greš samo na internet, pa sam pustiš, da karkoli bereš, pa ni dobro, In seveda zdaj še ta umetna inteligenca prihaja, ko bomo vse težje ločili, kaj sploh so neke kolikor toliko in resnične v narekovaju informacije, se resnično, vemo, da je tudi zelo relativen pojem, ampak ne vsaj verodostojne recimo in take, ki so namerno narejene kot lažne in tako. Tako da jaz mislim, da tukaj je to neka vsakdanja tema, si tako predstavljam, vseh družin, tudi v času dopusta, ko se seveda odpre možnost še več imeti tega časa za to surfanje, za četanje in tako.
tisto, kar me je pred 2 leti tudi tako en tak mal humoren trenutek je bil na fakulteti, smo se študenti pogovarjali o tej problematiki, pa kako oni gledajo na to uporabo in vpliv. Sem rekel, zdaj, da bi se v živo pogovarjali je vse manj, vse bolj se mladi pogovarjate preko teh, recimo, kakor je Skype, pa ne vem kaj. Pa so se smejali, so rekli, ne, možina, to sploh ni več. Mi se ne pogovarjamo po internetu, mi četamo, ni več tisto v živo, da bi se gledal na zaslonu. 90%, večinoma pač samo se tipkamo, čet. Ne sledimo drug drugemu, ni pa pogovor. Ja, ni več niti tega, da bi se preko kamere malo neverbalno vsaj tudi videlo izraz obraza in tako. Tako da jaz ne vem, kako se s tem izzivom soočati. Jaz lahko samo to rečem, da psihologi, psihiatri, socialni delavci, vsi ti pomagajoči poklici capljamo zelo od zadaj in smo, bi rekel, velikokrat tudi zelo nemočni in kaj tukaj, kako ravnati. Ker recimo, če rečeš staršu, dajte omejevati ali pa ne kupiti pametnega telefona, do 15. leta, recimo ta avtor ameriški je to predlagal, da pametni telefon ne do 15. leta, vstop na socialna omrežja pa omogoči šele od 16. leta naprej. Recimo to, ne vem, kako bomo, če je to sploh možno realizirati, ampak recimo, če gledam, kako zdaj se starši, če starš pride recimo na pogovor pa pravi, mi smo zdaj zelo omejili našim otrokom, ampak potem on pride v šolo, vsi imajo pametne telefone, vsi se pogovarjajo o teh vsebinah z interneta in zdaj naš tam bela vrana. In kaj ne zdaj naredimo? V obeh primerih je narobe. Če mu dovolimo, se bojimo, da bo slab vpliv. Če ga pustimo tako, ga na nek način socialno označimo, kot čudnega in tako. To so te vsakdanje dileme, in niso lahke. Ali pa recimo primer, par mesecev nazaj, pride oče na pogovor v zvezi s svojo mladostnico in pravi, jaz ne vem več, ženo več ne veva, kaj narediti. Naša najstnica, ki je stara recimo tam 13 let, ona ne more več iti v šolo, če vsaj 2 uri se ne liči. To se pravi, to je spet cela kultura zdaj v njenih sošolk in tako naprej. Se pravi, poudarjeno, skrb zdaj za vsak las, za vsak del obraza in nohti in ne vem kaj še vse. In potem pravi, enkrat smo bili na morju na vikendu in smo slučajno pozabili njeno kozmetično torbico dol. Ja, prav, kaj hujšega. Se nam je zdelo, da se ji bo kar zmešalo. Da niti podrazna ni bila pripravljena iti pol v ponedeljek v šolo. Kar tako, samo z nekimi mogoče materinimi, ki mati pa ni taka, da bi kaj zelo se ličila, pa nima tako bogate kot kozmetične. Pa punca niti podrazna ni bila pripravljena v šolo iti in tako naprej. Pravi, kaj ne naredimo? To je prav postala neka vrsta obsesivnosti. In take stvari prihajajo starši se pogovarjati. In potem tudi mi kot ustvarjalci tovrstnih oddaj obstanemo, se nam zdi nesmiselno marsikatero vprašanje, kot bi spraševali nekam v prazno, oziroma odgovori so krasni, ampak kdo se jih bo prejel? Lahko je odgovor zelo moder, ampak če ne prinese rezultatov in se res vprašaš, v kakšno smer, kaj še storiti, kako se pogovarjati, da bo imelo rezultat? Ja, res je. Te spremembe, ki smo jih vsi doživeli zdaj recimo v zadnjih 20-30 letih, so, kar se te vpliva tehnologije tiče na naša življenja, tako hitri in tako vse prežemajoči, da se mi zdi, strokovnjaki, ki se s tem dnevno ukvarjamo in ukvarjajo, smo zmedeni, kaj šele se mi zdi starši in učitelji. Ja, mi laiki, povsem običajni ljudje, svojih življenj zanimanj. Lovimo ravnovesje in se gibljamo levo, desno in dejansko težko ohranjaš fokus, neko smer svojega življenja. Tako. In tukaj se mi zdi, da se odpira en velik problem
ali če vzameš, kaj je zdaj krmilo, ki ga ne bi imeli v rokah. Ne? Recimo starši seveda vsak pomisli, nekako imam to krmilo svoje družine in poskušam zdaj to voditi. Ampak če razširim pogled, se mi zdi, če rečem tako malo metaforično, ne, je vprašanje, ali imamo sploh še tako krmilo v rokah v teh malih sistemih, kot so recimo družina, kot je nek razred, če ga vzameš posebej, ali pa celo šola kot celota. A ni tukaj mogoče nekaj v ozadju, neka stvar, ki je v vsakih pori našega življenja, ki je tako zelo na nek način nevidno skoraj in neslišno prevzela krmilo in mi mislimo mogoče, da ga imamo še v rokah, ampak kar nekam nas nosi. Kot en močan morski tok. Tako. Ti plavaš, vse narediš, premakneš se pa nikamor. In potem se tukaj zgodi, vsaj jaz si tako razlagam na to izhodiščno vprašanje, ki ste rekla, oziroma opažanje, da ste imela pogovore tako starši kot s tistimi, ki delajo v šolah, in da je tukaj veliko trenj in konfliktov in, kakor rečemo, pomanjkanje dialoga ali tako. In stiska mladih, a ne, učencev. Ja, mislim, tisto, kar mogoče bi nam pomagalo, da sedemo za skupno mizo in da si priznamo to svojo dezorientiranost. Jaz mislim, da je zdaj to ena glavnih stvari. Dezorientirani smo. Čeprav je to seveda težko si priznati in da nima ne eden, ne drugi nekih odgovorov, ki bi res bili tisti, ki se jih lahko zdaj vsi oprimemo in rečemo, wow, zdaj imamo rešitev. Ne. Priznanje te nemoči, te dezorientiranosti kot prvi korak, povratek k neki skromnosti, in potem poskušati z roko v roki nekaj narediti pragmatično iz dneva v dan, ker nekaj moramo narediti, na nek način moramo živeti iz dneva v dan, ne moramo čakati na neke velike in pametne odgovore, ki bodo prišli od ne vem kje. To se mi zdi, da mogoče manjka, kakor da zelo vidimo, zelo hitro, kje je kdo nekaj narobe naredil, ali pa ni premalo naredil, ali pa preveč naredil. Tudi potem seveda zelo hitro smo obratno lahko. Mi se znajdemo pod točo kritik. To je zelo lahko, kadar je cela situacija, tako bi rekel, nestabilna, zmedena. Tako si jaz predstavljam, da zdaj živimo v dost nekem kaotičnem obdobju, kjer je tudi ravnovesje zelo rahlo, tudi če pogledate mednarodne dogajanja, sam čakaš, a bo še kje kakšna vojna, a se bo uporabljalo atomsko orožje, a bo Kitajska napadla že končno ta Tajvan, a bo zdaj Putin res ne sam se vadil s tistimi atomskimi zadevami, da bo sporožil, kako bo to med Kitajsko in Ameriko, kako bo v Afriki se vse to. Mislim, vse je tako krhko, ali pa če pogledaš tudi internet, če bi zdaj nekdo te hekerji, kot pravimo, ti kibernetski napadi. Enkrat sem gledal en dokumentarc, kaj bi se zgodilo, če bi se zdaj zgodil en veliki kibernetski napad, recimo, da se omeji vse te možnosti komuniciranja preko interneta. Kar naenkrat bi bili brez hrane, ker je vse vezano, brez elektrike, brez vode, to se pravi osnovne dobrine, ki nam omogočajo nekako običajno življenje, vse to bi se ustavilo, ker je vse vezano, ves ta promet, ta izmenjava kompleksna je vezana zdaj na medmrežje. To se niti ne zavedamo, kako povezani smo vedno bolj, hkrati pa tudi vedno bolj krhki zaradi tega. Nekaj se v tem sistemu zgodi in se vse kolabira. Ali pa tole, ko so zdaj ti roboti borzni, ki v enem dnevu, ne vem koliko 1000 transakcij prodajaš, ne vem, teh 1000 delnic, unih kupiš, to so zdaj roboti delajo in sem gledal tudi en dokumentarc, kjer se je cela ta stvar nenadoma ustavila. Kaj bi se zgodilo, če zdaj nenadoma ni več možnih denarnih transakcij v svetu? Pa to je infarkt strašen. Tako da to je tisto, kar se mi zdi, mogoče pozabljamo, da smo vedno bolj krhki v vse večjem
obsegu, to se pravi, da zelo težko govorimo več o krmarjenju ene družine, o krmarjenju enega razreda, ene šole. Nekaj se dogaja, kar je tako veliko, da ti kar dih vzame, če se malo začneš ozirati z te perspektive. In hvala za vaš zelo uporaben nasvet, da ne rešujemo sveta, ampak gremo korak po korak skozi težavico, ki se ta trenutek pokaže. To je res. Hotel sem pa tudi poudariti to, da mogoče zavedanje te širše slike bi mogoče pripomoglo k temu lahko, da bolj skromno sedemo drug z drugim, da je to neko zelo pomembno izhodišče, da nam ne gre dobro v tem velikem merilu. Seveda zdaj kako pa lokalno delati stvari, ki bi šle malo v obratno smer od tega mega toka. To pa se mi zdi je ključno. Recimo tudi vprašanje kapitalizma. Pred 2 leti sem prebral eno luštno knjižico, tam, ko jo vsem priporočam, išla je pri založbi Opro, kako biti antikapitalist v 21. stoletju. In posrečeno je tako 5 ravni. Zdaj, to je avtor, ki je celo življenje raziskoval razne alternativne odgovore, to se pravi uspešne projekte širom po svetu, ki obračajo se malo v obratno smer. To se pravi ne v ta divji kapitalistični izrabljanje virov, ljudi in tako za vsako ceno za dobiček, ampak nekaj, kar lahko bi bilo, kot zelo radi rečemo, bolj trajnostno, razvojno usmerjeno. No in je res, to ni človek, ki je zdaj sam filozofiral. On je res študiral, zelo in podrobno analiziral z intervjuji, z raznimi načini raziskovanja, kako je možno v drugo smer. In je potem tako 5 ravni, od te zelo široke makroravni, kjer bi se morali angažirati recimo države, skupnosti držav, da se dogovorijo za neke politike, ki bi blažile zdaj ta destruktivni potencial tega divjega kapitalizma, pa do zelo lokalnih, torej do posameznika, ki recimo opisuje eden od načinov, kako se človek lahko upre temu, je, da pravzaprav izstopiš. In jaz poznam kar veliko ljudi, ki so izstopili iz služb, živijo strašno skromno, zelo se povežejo z naravo, tam pridelujejo nekaj tiste hrane, ki jo rabijo, kakšen mogoče celo gre in dobi hrano, ki jo drugače mečemo stran in tako naprej. Tako da to se mi zdi zdaj seveda za vsakega od nas tudi vprašanje, kako drugače v teh naših majhnih okoljih, družine, sorodnikov, potem šol, služb in tako. Mi je dragoceno, če vas prav razumem, magister Miran Možina, da spregovorimo tudi z jezikom ljubezni, da se ne zapletamo, da se zavemo zahtevnosti okoliščin, vsak ima neko svojo realnost in da že znotraj njegove realnosti je kup enih vprašanj, ki so nerešljiva ta trenutek in da se ne zapletamo še mi dodatno, ko pridemo skupaj. Ampak da skušamo v ljubezni gledati drug na drugega, da se sprejemamo, vsaj to pa lahko naredimo. Gre pa za zavestno odločitev, vsekakor. Ja. Lahko uskepim, lahko pa v ljubezni samo sprejemam. Ja, jaz mislim, da jaz razmišljam vsaj o ljubezni v navezavi še z dvema pomembnima vidikoma. Eno ga imenujem modrost, tretjega pa pravičnost. To se pravi, to je neka taka trojka, ki je med seboj zelo povezana. Recimo, zdaj ljubezen je problem ta, da mi lahko zelo smo radi imamo, da mislim ljubezen, tako tudi ne samo erotično ljubezen. Ne, bolj naklonjenost do sočloveka. To sočutno verzijo, ki je lahko se široko odpira tudi preko meja lastne družine ali sorodnikov ali pa vsega tega, kar je naš mali krog, recimo moja služba, moja družina in tako moj narod tudi mogoče. Zakaj? Zato, ker ljubezen
je lahko tako pristranska, bi rekel. Zdaj, sočutje, ki ga razvijajo ljudje, se lahko počasi širi, celo življenje, tako da vendar je to zahteven in dolg proces. Zdaj, recimo, ko sem bil v Indiji, še kot študent se spomnim, in tam so imeli to zelo močno tradicionalno, to je bilo tam okoli leta 83, ne. Se pravi, ko je bila Indija še dosti manj modernizirana, kot je danes, in sem bil v Rajasthanu in sem se pogovarjal z moškim, ki je imel trgovino dragih kamnov. Rajasthan je zelo znan, ne, po proizvodnji teh lepih, okrasnih, ki jih pol nosimo kot prstane, ogrlice in tako naprej. Diamantov. Ja. In on mi je malo razložil, takrat se pa sem že brati, kako je zdaj to organizirana ta njihova družba. In on je bil član ene zelo velike sorodstvene mreže, kjer je bilo okoli 300 ljudi, ne? In on je zdaj mi je govoril, kako bo čez 14 dni poroka njegove sestre in kako bodo tja prišli ne samo vsi sorodniki, ampak še prijatelji. In to bo okoli 5000 ljudi na tisti poroki. In kako je on dela, pravzaprav s temi dragimi kamni, skozi to, da bo poročil, da bo imel dovolj dote za svoje 3 sestre, ki jih je imel. Ne? In zdaj pravi, to je zdaj druga sestra, ki jo bomo poročili, prišlo bo 5000 ljudi, to bodo sloni, bodo hodili in to bo mega poroka. Ne? In to je zelo pomembno, da se to spelje na tak način in da se dobi tudi zelo dober ženin, ki potem pač skrbi naprej za to in se potem družina okrepi, poveča in tako. No, in se mi je zdelo neverjetno, koliko so pripravljeni drug za drugega narediti, koliko lahko bi rekel, se imajo tudi radi na nek način, ampak zelo je jasno bilo, kje je meja njihove družine. Od tam naprej pa so bili trdi kot granit, da bi kaj za kakšne reveže, o kakšnih revežih razmišljali, kaj jih je bilo takrat v Indiji ogromno, to pa ni bilo v njegovem zornem polju. Kaj hočem reči? Zdaj sem dal en tak, mogoče malo ekstremen primer, pa rajši indijski, kot kakšen slovenski, da ne bi prizadel kakšnega poslušalca. Ampak to je problem ljubezni. Da zdaj, če ni še pravičnost, to se pravi, da mi smo pripravljeni videti in narediti neke pomembne korake, konkretne korake za dobrobit drugega, tudi če ga nimamo toliko radi ali pa sploh ne radi. To je zdaj ključno vprašanje. V imenu ljubezni pač ne stori hudega komu drugemu, ki ni znotraj tega kroga, kjer ti svojo ljubezen širiš. Tako da, ko ta dva principa povežemo, torej pravičnost in ljubezen, potem lahko tudi vidimo malo pomanjkljivosti tega, čemur pravimo ljubezen, in je to pomemben korektiv. Ampak seveda, zdaj, če ni ljubezni, potem tudi ni tega osnovnega izhodišča, jaz bi rekel, da se počutiš sploh, ker ko enkrat imaš rad enega, recimo zdajle se mi je zgodila ta sreča, da sem postal dedek, februarja. To je močan impuls. Neverjetno, sej sem podobno že doživel kot oče, ampak zdaj kot dedek mogoče še bolj osveščeno, kako že 1 urca tega, ko se malo gledava ali pa ko je malo držim v rokah ali pa ko gremo na sprehod, kako nekaj se odpre, nekateri pravijo temu srce. Tako naravno je. To se zgodi in mi smo tako programirani pravzaprav tudi, da pravzaprav brez ljubezni nam živeti ni.
to vidiš prav pri stiku z enim takim bitjem, kako to vzbudi. Tudi pri živalskem svetu, ko vidiš, da tudi med vrstami živali, recimo volkulja najde ne vem kakšnega drugega ali pa srna, pa potem skrbi za drugo vrsto, ne samo za lastno. Neverjetno. Ne? Ta neka zaščita si zelo močna. Tako, tukaj smo biološko programirani na nek način in to lahko nadgradimo, potem še seveda tudi vzgoja je zelo pomembna. In ko enkrat začutiš ta čudež ljubezni, bodi si ob dojenčku, majhnem otroku, ob ljubljeni osebi, recimo v erotični ljubezni ali bratski ljubezni, sestrski ljubezni, seveda je to tako na nek način živo in izpolnjujoče, da samo po sebi kliče, še s kom, in to tako se lahko širi. Ampak vseeno, ta proces je dolg in domet tega nikoli ne doseže tako velike širine, da bi lahko rekli, to je zagotovilo, da bo družba tudi pravična. Ni. Tukaj mora biti še nek racionalni moment, moramo pogledati čez planke, ki nam jih ljubezen začrta. No in zdaj tretja dejavnik, ki se mi zdi zelo pomemben, je pa modrost. Zdaj zame modrost bi tako definiral, da je neko širjenje zavedanja. Torej, kaj je tisto, kar je enota, bi rekel, mojega življenja in mojega preživetja, da počasi dobivaš ne samo eno racionalno spoznanje, ampak nekaj globljega, nek tak občutek te širše povezanosti in nekako res od recimo zelo primitivnih oblik življenja, kot so, celo virusi ali pa bakterije ali pa do teh čudovitih bitij v morju, kot so ti ogromni kiti. Da je to neverjeten čudež in da tukaj pravzaprav ene in iste zakonitosti poganjajo, potem se ozreš po tej čudoviti rastlinskem svetu, včasih tako, ko sem na kakšnem lepem razgledni točki in se mi odpre pogled na gozdove in pomislim, koliko listov je v enem samem gozdu, dosti več kot je vseh ljudi najbrž na tem svetu, pa to je neverjetno, ali pa koliko je bilk trave, odkot vsa ta živost. In to so stvari, ki potem počasi širijo, ta pogled, enota življenja sem jaz in vse to, celotna ta, nekateri pravijo temu gaja, so prav vsi ljudje, ampak ne samo ljudje, tudi ta čudoviti naravni svet in ta fizikalni svet, ki nam omogoča to, da smo v tej navezi, z temi atmosferskimi pogoji, vodnimi možnostmi, da smo tak čudež, nekaj tako velikega. Te tri stvari se mi zdi, da če tako skupaj pridejo, potem modrost seveda pomaga, da se ljubezen širi, pravičnost pomaga, tudi, da se ljubezen širi, seveda modrost omogoča tudi, da se pravičnost lažje širi. Tukaj med temi tremi vidiki se mi zdi, da nastane lahko ena taka pozitivna povratna zveza neke rasti. Še sklep narediva, pa tudi midva poveživa vaše misli, magister Miran Možina, ob počitnicah. Če sva izpostavila slabe izkušnje, ki jih ves ta sistem, sodobni čas vnaša tudi v šolske prostore in so obremenjeni tako učitelji, profesorji kot učenci, tudi starši se ne znajdejo najbolje v vsem tem. Kako vzporedno lahko te izkušnje damo v počitnice? Ali je to prava protiutež? Da skušamo iskati te trenutke povezanosti z naravo, s stvarstvom, drobnimi opažanji. Česa naj bo pa zato več v počitnicah, da si bomo nabirali drugačnih izkušenj in se bo morda na nek zelo naraven način vzpostavilo vsaj približno neko ravnovesje? Mogoče bi začel malo neobičajno z odgovor na to vprašanje. Sam imam izkušnjo, da ta delitev, recimo delo ali pa šola, pa prosti čas,
da se mi je na nek način malo obrnilo, da nekako drugače doživljam to. In bi tukaj bi začel. Recimo, rad spremljam še vedno košarko, ker sem jo treniral veliko, ko sem bil najstnik. In imamo pač en poseben fenomen, je naš Luka Dončić. Zdaj, zanimivo je gledati njegovo zgodbo. Zdajle recimo igral do konca, do finala v tej veliki profesionalni ameriški ligi, no in zdaj je bilo vprašanje, a bo prišel še za slovensko reprezentanco zaigrati, ker imamo čez en teden zdaj še kvalifikacije za olimpijado in potem, če bo olimpijada, in lani je igral za našo reprezentanco. Skratka, kako to, da si on ne vzame dopusta? To je zdaj zelo zanimivo vprašanje. In meni je on primer, kjer se je zgodila ena taka srečna okoliščina, da ima izjemen talent za nekaj, in da so se prilagodili starši temu in da se potem tudi so našli to zelo spodbudno okolje, čeprav je mogel iti v Španijo in je bila to seveda velik stres na začetku, ampak se je fajn uživel in tako naprej. Zdaj, če bi njega vprašali, kaj so počitnice, pa kdaj dela, on pravi, jaz se zabavam in jaz sem najboljši na igrišču, kadar se igram, sem igriv. Se pravi, to ni edini primer, tak seveda na tem svetu je zelo veliko in jaz sem malo podoben Dončiću. Mene, če vprašate, kako si želim, da bi bile moje počitnice, so pravzaprav zelo podobno, kot če me vprašala, kako si želim, da bi bilo, kadar ni počitnic. In tudi v času covida se mi zdi, da sem se pogovarjal s številnimi ljudmi, ki so mi rekli, koliko je bilo fajn, ker smo lahko tako v miru delali. Recimo nekateri, žal je bilo veliko tudi drugih zgodb. Se pravi, a je zdaj res tako, da moramo razmišljati, hvala Bogu, da je zdaj konec šole, in zdaj imamo nekaj čist drugega. In tukaj se bomo regenerirali in potem bomo prišli spet z novimi močmi v šolo in upam, da bomo komaj zdržali pol spet eno leto. Če bi zdaj Dončić tako razmišljal, najbrž ne bi bil to, kar je v svetu, tak fenomen, globalni fenomen postal. Nekaj je tako privlačnega pri njemu, da te besede, ki sem jih rekel, kaj pove, mislim, da jih dejansko kaže. A bi bili zdaj mogoče možno, da bi šli mogoče malo v Dončićevo smer. In jaz si predstavljam, da je en glavnih izzivov starševske vzgoje in šolske pomagati otrokom, da najdejo nek talent mogoče, ki ga potem seveda z rednim, vztrajnim delom razvijajo. In potem se začne drugače postavljati. Potem delo ni več tisto od 7 do 3 ali od 9 do 6, pa pol, prosti čas, ali pa, komaj čakam vikenda, komaj čakam počitnic. Potem je, recimo jaz najrajš, kar delam v prostem času, je, da kaj v miru preberem, kaj v miru napišem. Recimo eno od stvari, ki jih strašno rad delam. In seveda je ta tempo, ko smo v službah, seveda utrudljiv, nedvomno, tudi za Dončića je bila ta sezona košarkarska izjemno utrudljiva, tudi poškodbe so se nabrale in tako naprej, nedvomno. Ampak vseeno, če delaš nekaj tako iskrivo, z dušo, z srcem, da imaš občutek, komaj čakam, da bom spet to lahko delal, potem se življenje malo drugače obrne. In to se mi zdi, da je mogoče velik izziv. A lahko bi pomislili v počitnicah tudi za lastne otroke, da razvijamo nekaj, kar mogoče niti ni tako taka ostra delitev. In če pogledam uspehe naših športnikov in kaj pomeni biti dober športnik, ti ne moreš si vzeti 2 mesecev počitnic. Športnik samo spreminja način vadbe, ampak skozi je v tem,
noter. Ne. Seveda, zdaj nekateri so bolj na silo, zato ker bi radi bili uspešni, eni pa res so talenti in čutijo in je to njihov, kako bi rekel, biotop, a ne. Tam oni zaživijo. In to se mi zdi, moram potrkati, da sem imel to srečo, a ne, da se mi je celo življenje pravzaprav to razvijalo in da sem izstopil iz tega počitnice na eni strani in pa služba na drugi. Ja, zelo pomenljiv zaključek. Najlepša hvala za to vašo misel. Odkrijmo torej stvari, ki jih radi počnemo, te razvijajmo in naj bodo polni počitniški dnevi. Ker saj vemo, kako je, če smo v nekem naravnem toku, se spominjam svojega otroštva, kako hitro mi je postalo dolgčas in prav hrepenela sem po domačih nalogah. Dobro, fajn, da ste to povedala. Nam je sorodna ta izkušnja, kaj ne, da nam je? Ja, za marsikoga mislim, da je lahko. Tako da domače naloge in učenje, če bi le malo v to smer se še bolj nam odpiralo, se mi zdi, da bi bilo krasno. Da bi se veselili tudi kakšne domače naloge in novega čtiva, ki smo ga dobili. Jaz se spomnim tudi, kako mi je bilo fajn ta predmet slovenščina, kjer smo morali prebrati, ne, celo vrsto knjig in pa smo dobili čisto bralno značko. Tisto seveda je bilo meni postranskega pomena, ampak recimo še zdaj se spomnim knjig, ki sem jih takrat bral, kako mi požiral sem, kome sem čakal. Da bi torej našli te svoje vsebine igrivosti, tega želimo v počitnicah vsem, ki so ta trenutek z nami, tudi vam, da bi dobro pisali, da bi našli okolje, kjer bi misel dobro stekla in še kdaj nasvidenje pred našim radijskim mikrofonom. Hvaležna sem za vaše pomisleke, razmišljanja in pa spodbude. Hvala lepa, še enkrat za vaše vabilo. V tokratni oddaji Za življenje smo gostili magistra Mirana Možino, psihiatra, sistemskega psihoterapevta, ustanovitelja in direktorja ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja. Hvala lepa tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost in še naprej vam želimo prijeten in izpolnjujoč dan. Za življenje. Za življenje.